Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta NIJZ. Kakšno vlogo ima lahko umetna inteligenca v psihologiji in ali lahko umetna inteligenca nadomesti psihoterapevta? O tem, pa še marsičem drugem, bomo danes govorili s Patrikom Senico, sodelavcem z območne enote NIJZ Celje, ki sodeluje tudi pri programu To sem jaz. Umetna inteligenca in psihologija je bila tudi Patrikova tema raziskovanja v magistrskem delu, o tem pa bo letos predaval tudi na Festivalu duševnega zdravja, ki bo potekal 23. maja v Kopru. Lepo pozdravljen, Patrik. Zdravo, hvala za povabilo. Najprej me zanima, o čem sploh mi govorimo, ko govorimo o uporabi umetne inteligence v psihologiji. Ja, ko govorimo o uporabi umetne inteligence v psihologiji ali pa o uporabi umetne inteligence nasploh, imamo največkrat v mislih uporabo ravno te specifične podvrste umetne inteligence, generativne umetne inteligence, ki jo verjetno danes vsi poznamo, oziroma večina ljudi jo ima vsaj v svojem besednjaku, ki se je popularizirala sploh v zadnjih 2, 3 ali pa 4 letih. Govoriva o ChatGPT-ju, ne? Tako, ChatGPT je eno izmed teh orodij, ki ga verjetno vsi poznamo, ali pa vsaj večina, ampak seveda je teh sistemov oziroma programov še več. Ampak ja, v mislih imamo predvsem to generativno umetno inteligenco, ki je sposobna ustvarjati neko vsebino, produkte, tekst, slika, video na podoben način, kot to naredi človek. Tako da potem, ko pogledamo te produkte, včasih nismo ravno prepričani, ali je to ustvaril človek ali pa umetna inteligenca. In v bistvu, zakaj tukaj gre? Gre za to, da pač nekdo išče, ki je recimo v stiski ali pa ga zanima kaj glede psihologije in to pač poišče v ChatGPT-ju po ključnih besedah ali pa vprašanjih ali kako? V bistvu gre za oboje. Nekatere pač zanimajo določene informacije v splošnem. Zdaj, kot vidim sam osebno, ko se pogovarjam predvsem z mladostniki, že uporabljajo umetno inteligenco na tak način, kot mi uporabljamo brskalnike interneta, na primer Google. Tako da je namenjen tudi temu, da poda neke informacije. Hkrati imamo pa potem še neko drugo skupino ljudi, ki se pa dejansko obrača na določene sisteme umetne inteligence ravno s tem namenom, da si pa poiščejo neko psihološko pomoč, in ravno to je bil potem tudi bolj kot ne predmet mojega raziskovanja. Drugače v psihologiji širše ga pa uporabljajo tudi psihologi, psihoterapevti in pa raziskovalci, mogoče na različnih fakultetah, ker je primeren tudi za raziskovanje, iskanje člankov, tako da zelo tak mojster za vse je. Kaj si ti ugotovil v svoji magistrski nalogi, torej v bistvu kaj si delal, kaj si raziskoval in kako se je v bistvu odrezala umetna inteligenca? Ja, torej jaz sem specifično pregledal v svoji magistrski raziskavi, kako se umetna inteligenca, specifično ChatGPT-4, obnese v vlogi spletnega svetovalca, ker, kot si že sama rekla, jaz delam na programu To sem jaz in tam imamo torej nek sistem, skupino svetovalcev, ki svetuje mladostnikom v stiski, med drugim tudi jim svetujejo v stiskah glede duševnega zdravja. Torej, mladostnik napiše vprašanje in potem ga objavi na splet in dobi odgovor strani psihologa. Torej, jaz sem pa potem vzel ta vprašanja in jih dal v ChatGPT, da sem potem tudi preveril, kako pa ChatGPT odgovori na te duševne stiske mladih. In ja, ugotovitve so bile zelo zanimive. Zdaj v enem stavku lahko rečem, da je bila vsebina odgovorov ChatGPT-ja zelo, zelo podobna vsebini pravih človeških svetovalcev, ampak so pa bile neke razlike, pa tudi določene pomanjkljivosti. Naprimer, težava je bila predvsem vzpostavljanje odnosa, tega terapevtskega odnosa, oziroma svetovalnega odnosa, ki so ga svetovalci zelo dobro vzpostavljali. Pri ChatGPT-ju so se pa kazale neke take cake, kjer je imel še določene težave. Zdaj specifično
Svetovalci so postavljali veliko vprašanj dodatnih, torej bilo je neko prvotno vprašanje mladostnika, ampak svetovalce je potem še zanimalo več o določeni težavi, da so lahko potem podali bolj natančen odgovor, glede na to, kaj bi potem odgovoril mladostnik. ChatGPT, na primer, ni postavljal nekih dodatnih podvprašanj o problematiki mladostnika. Tako, ko razmišljam o tem, če ima nekdo težavo, pa kako jo rešuje, a ni ravno to, da ko imaš težavo, je najboljše, da se ti pogovoriš z nekom, ki je resničen. Ja. A jaz lahko potem iz tega sklepam, da umetna inteligenca pa ni najboljši način reševanja tvojih težav? Ja, pa ne. Zaenkrat bi rekel, da umetna inteligenca še ni tisti pravi sogovornik, ki bi lahko nadomestil nekega prijatelja, družinskega člana, konec koncev tudi psihologa, s katerim se lahko pogovoriš in se razbremeniš in se potem počutiš bolje. Tako da vsekakor bi še rekel, da prva tista stopnička, prvi vir opore bi še vseeno mogel biti pravi človek. Najboljše je to, da je navadno prijatelj ali pa kakšen družinski član. Ampak se pa mi zdi, da se vseeno pa bližamo neki drugi realnosti, kjer bo pa velikokrat to pravo osebo dejansko nadomestila umetna inteligenca. Zdaj, koliko je to dobro, koliko je to slabo, bo povedal samo čas, ampak zgleda pa, da se premikamo v to smer, ker kot vemo, psihološka pomoč je velikokrat nedosegljiva, psihoterapija je draga, nek mladostnik predvsem si je ne more privoščiti, mogoče niti ne upa samostojno iti po pomoč k psihologu, v center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ali pa v zdravstveni dom. In seveda bodo potem vzeli tisto, kar imajo pač na razpolago. In trenutno, kot kaže, pa če dalje več bo tega, saj jaz tako menim, je to umetna inteligenca. A pa se ne bojiš, da bi izgubil službo zaradi tega? V samem začetku se tega nisem bal, ampak zdaj, ko pa malo spremljam, kam grejo trendi, pa kakšne vse so novosti, lahko rečem, da zaenkrat se še počutim varnega, ker vem, da zaenkrat umetna inteligenca še ni tam, da bi lahko nadomestila tisti pristen človeški kontakt, ki ga lahko dobiš samo tako 1-na-1 iz oči v oči s pravo osebo, ampak to se tako hitro razvija naprej, da enostavno ne vemo, kaj bo čez 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, kaj šele čez 5 let. Ampak v resnici, na kakšen način bi lahko umetna inteligenca vzpostavila nek pristen kontakt 1-na-1? Meni se to totalno zdi nepredstavljivo. Meni se pa zdi čedalje bolj predstavljivo ravno iz tega razloga, ker zdaj v samem začetku je bil ChatGPT ali pa generativna umetna inteligenca nasploh kot nek chatbot, s katerim si ti dopisoval, si ga nekaj vprašal, on ti je potem odpisal. Ampak zdaj pa se tehnologija tako hitro razvija, da imamo potem tudi lahko pred sabo na ekranu neko pravo, na videz, pravo osebo, se pravi, kot da se ti preko videoklica pogovarjaš z nekom. In se mi zdi, da sploh po koroni je postala tudi popularna ta Zoom psihoterapija ali pa Zoom svetovanja. Stvari so se prestavljene na splet. In če je nekomu dovolj že to online svetovanje s pravim psihoterapeutom, zakaj ne bi potem, čez par let potem lahko imel tudi Zoom svetovanja tudi na videz s pravim svetovalcem, ampak je v resnici v ozadju umetna inteligenca. Torej ti misliš, da govoriš s pravim človekom, ker ga gledaš, ima obraz, ima oči, usta, ki se premikajo, se ti nasmeje, naredi kakšno grimaso, potem pa bo to, izgleda, kot da lahko postanejo zadeve kritične, tudi za psihologe. Ja, sej v bistvu tukaj je bolj na mestu nek, ne vem, a je to filozofski razmislek ali kaj, ampak tu, verjetno so dobre stvari, ki jih najdemo lahko oziroma povlečemo iz umetne inteligence, ampak tudi, če gremo v to smer, kakršno si ti zdaj opisal, to je še vedno fake, to ni pristna oseba, pristen stik, ne? Seveda, je fake in zaenkrat se tudi še hitro da opaziti, da je fake. Sploh ne vem,
če skušaš prebrati nek odgovor umetne inteligence na neko stisko mladostnika, pa če prebereš 10, 20, 30, 40, 50 takšnih vprašanj in odgovorov, vidiš, da gre po neki strukturi. Se pravi, hitro ugotoviš, da je v ozadju umetna inteligenca, da to ni napisal človek, ampak postaja pa čedalje boljša. In iskreno tudi jaz ne vem, kako dobro bo postala. Nekateri napovedujejo tako imenovano super umetno inteligenco, ki se potem tudi zaveda same sebe, tako grobo rečeno, no. In kam bomo prišli, ne vem, ampak izboljšave prihajajo vsak dan, ampak ja, v tem trenutku zagotovo še umetna inteligenca ni tam, da bi kar nadomestila lahko pristno osebo, odnose. Katere so pa tiste pozitivne stvari, ki jih lahko dejansko nudi umetna inteligenca pri psihološkem svetovanju ali pa kakorkoli? Zdaj, je že bilo narejenih nekaj raziskav ravno na to temo, da se odkrijejo te prednosti pa tudi slabosti, ampak to je še zelo okrnjeno področje, raziskav še ni dovolj, ampak tiste, ki jih pa imamo, so pa do zdaj pokazale, da se zelo dobro, predvsem ChatGPT, odziva na čustva. Torej, če je neko čustveno stanje zabeleženo v vprašanju svetovanca, se bo potem ChatGPT zelo dobro odzval na to, bo reflektiral, zelo veliko bo uporabil nekega sentimenta v odgovorih, kar je v bistvu zaželeno za nekega psihološkega svetovalca. Potem prednost je ravno tudi ta, že prej sem nekako nakazal na to dostopnost. Psihoterapije so drage, psihoterapeuti niso na voljo vedno, umetna inteligenca, ChatGPT je pa zate vedno tam, se pravi po noči, po dnevi, kadarkoli imaš stisko, jo lahko kaj vprašaš. Pa tudi se ne bo začela dolgočasiti, z njo se lahko pogovarjaš v nedogled, ker ja, žal ljudje pa smo podvrženi utrujenosti, dolgočasenju, umetna inteligenca tega nima. Pa tudi kdo ima kdaj slab dan, ne? Tako. Pa tudi, ja, in potem tudi vnašaš ta slab dan, lahko se prelije potem v svetovanje, pri umetni inteligenci tega. No, vsaj naj bi smelo biti, mogoče pa tudi enkrat umetna inteligenca imela slab dan. Ko se bo začela zavedati same sebe, bo rekla, danes imam pa slab dan. Ja. Potem je verjetno neka konsistentnost odgovorov je boljša. Tako, ja. Ali pa v bistvu konsistentnost svetovanja, mogoče boš rečeno, kadarkoli bo na voljo, kadarkoli jo boš lahko uporabil, bo tam zate, Tako da to so neke prednosti, tudi mogoče za tiste ljudi, ki živijo bolj v odročnih koncih, sploh v Sloveniji imamo veliko nekih vasi, ki se ne more mogoče, nek mladostnik se mogoče ne more odpeljati do mesta, nima avtobusa, nima prometnih povezav, tudi to je neka prednost. Kaj pa slabost? Poleg tega, da ne more odnosa vzpostaviti. Slabost bi bila, prva slabost, ki mi tako na hitro pade na pamet, so seveda ti vsi etični pomisleki, ki pridejo z vso to uporabo umetne inteligence, predvsem v namene svetovanja. Se pravi, kdo prevzame odgovornost, ko pa gre kaj narobe. Pred kratkim sem prebral v enem primeru fanta, ki je mislim, da naredil samomor, potem, ko se je posluževal enega izmed programov umetne inteligence ravno za namen psihološkega svetovanja oziroma psihoterapije. Se pravi, to potem varovanje osebnih podatkov. Torej, vse, kar vnesemo v umetno inteligenco oziroma v program umetne inteligence, vse to se potem nekaj hrani. In tukaj moramo biti zelo previdni, kaj vse povemo, katere vse informacije podamo. Ja, ker v bistvu že tako smo dostikrat lahko misleni s tem, kaj vse delimo, in mogoče imamo napačno prepričanje, da to na spletu se ne hrani, hkrati se pa ne zavedamo tega, kaj vse delimo lahko z umetno inteligenco. Umetno inteligenco pa tudi nasploh, se nam je čedalje manj mar, kaj vse socialna omrežja ali pa spletne strani vejo o nas. Kdo pa prebere tiste pogoje uporabe, ko se nekam prijaviš ali pa ko uporabljaš neko spletno stran, se samo na hitro obklukamo in je to. Ampak vseeno so pa to neka podjetja v ozadju, ki imajo tudi verjetno neke svoje interese in si verjetno želijo določenih podatkov.
Tako da neke pretirano osebne podatke mogoče zaenkrat še ni fajn glih deliti neki spletni strani. Kakšne so pa osnovna razlika recimo med svetovanjem umetne inteligence in pravim svetovalcem? Prej si rekel, da v bistvu pravi svetovalec, da potem več vprašanj postavlja. A je pravi svetovalec mogoče večkrat tudi kritičen drugačen odnos do dejanskega stanja vzpostavi, kot umetna inteligenca? Ker v bistvu mi lahko karkoli vpišemo v umetno inteligenco oziroma v program, pa ni nujno, da reflektira dejansko stanje. Ne? Ja, tako. Kot si omenila, kot sem že tudi omenil, prva stvar so bila ta postavljanje vprašanj. Drugo je tudi ravno to, sprejemanje neke odgovornosti. Naprimer, svetovalci so vsaj v moji raziskavi večkrat nekako požugali oziroma opomnili svetovanca na to, da pa je včasih tudi treba sprejeti odgovornost za svoje dejanja, ga mogoče opozorili na določene napake, ki jih je pa on počel, ali pa vsaj ga nekako napotili ali pa ga opomnili, da pa naj mogoče tudi razmisli o tem, kaj pa mogoče on ne dela prav. Umetna inteligenca je pa v bistvu v večini primerov samo ponujala neke rešitve na tegobe, težave svetovanca. Ni bila tako kritična do njega. Kar včasih pa more tudi psihoterapevt ali pa svetovalec konfrontirati svetovanca. Tega umetna inteligenca res ni počela. Hkrati pa so tudi pravi svetovalci večkrat izražali neko verjetje, torej besede kot so verjamem ti, da se tako počutiš ob tej situaciji. Kar je tudi pomembno potem za vzpostavitev nekega dobrega odnosa, kar pa umetna inteligenca tudi v moji raziskavi takrat lani še ni počela. A bi ti predlagal recimo komu od svojih, če ti ti si psiholog in bi lahko recimo pomagal, če se kdo od tvojih znajde v stiski, ampak če ne bi bil na voljo za to v tistem trenutku, bi komu od svojih predlagal, da se v tistem hipu obrne na umetno inteligenco po prvo pomoč, prvo svetovanje? Ja, to je tako zanimivo vprašanje. Jaz bi zaenkrat še vseeno ga napotil na vse druge vire pomoči, ki so možni v njegovem okolju. Se pravi, prvi korak bi seveda bili njegovi bližnji, torej družina, prijatelji, potem pa tudi vsi ti drugi viri opore, ki jih v bistvu v Sloveniji imamo. Če gre za mladostnike, imamo To sem jaz, imamo Tom telefon. Za odrasle in mladostnike so potem tudi ta mreža svetovalnic Posvet, ki je super zadeva, ki je zastonj, brez napotnice, čakalne dobe so hitre. Torej imamo res toliko nekih virov s pravimi ljudmi, s pravimi osebami, ki se mi zdi, da so vsaj zaenkrat še boljši viri opore kot pa umetna inteligenca. Zato bi res umetno inteligenco prešparil za tisto res zadnji izhod v sili, pa še takrat bi bilo treba biti bi mogli biti previdni. Ja, ker ravno ta kritična distanca tudi tistega, ki uporablja to kot orodje, kot neko svetovanje, je ključna pri tem. Prej si rekel primer fanta, ki je potem, ko se je posvetoval z umetno inteligenco, naredil samomor. Težko je verjetno za nekoga, ki je že tako v stiski in išče neko podporo, pa recimo mogoče je ne dobi vzpostaviti neko kritično distanco, da pa vseeno gre za umetno inteligenco. Tako, ker tudi nek strokovnjak, nek psiholog, psihoterapeut z izkušnjami, z izobrazbo, bo tudi prepoznal neke napake ali pa neke napačne informacije, neustrezni napotki, ki jih da umetna inteligenca. Nek uporabnik, ki pa gre po nasvet, pa verjetno ni toliko izkušen ali pa ne pozna nekih psiholoških vsebin, in on bo prej verjel in sprejel rešitev, odgovor umetne inteligence, kot pa nekdo, ki se spozna
na tem področju. Kako je pa za uporabo umetne inteligence za terapevte, oziroma za psihologe, za strokovnjake? Njim je pa verjetno bolj priročno to. Jim je bolj priročno in tudi tukaj se mi pa zdi ena taka bolj zdrava oblika uporabe umetne inteligence na tem področju svetovanja. Zakaj pa ne uporabiti umetne inteligence kot nek pripomoček, ki ti lahko olajša delo, in tudi raziskovalci ugotavljajo, da ga v bistvu terapevti, psihologi že uporabljajo tudi na tak način. Naprimer, podaš neke podatke o klientu, pacientu, umetni inteligenci in potem naredi neke povezave, najde neke podrobnosti, mogoče, ki jih strokovnjak zgreši. Umetna inteligenca pa poveže neki skupaj in da neke nove vpoglede v situacijo, v težavo posameznika. Tako da tukaj so neke take prednosti tudi, temu mislim, da se reče z umetno inteligenco podprta psihoterapija. Tako da kot nek osebni asistent psihoterapeutu, psihologu, je pa lahko umetna inteligenca zelo... Na konec koncev jo lahko uporabljati tako, kot jo mnogi izmed nas uporabljamo pri svojem delu kot neko ogrodje, oporo, ki jo je pa na konec koncev še vedno treba jemati z neko pravo presojo. Tako, s previdnostjo pa z neko kritiko. Tako. Kaj pa, če se mogoče malo oddaljiva od same psihologije, kaj pa diagnostika? Koliko je dobra umetna inteligenca pri diagnosticiranju recimo duševnih motenj, tako naprej? Ker namreč zapazila sem en citat oziroma eno izjavo znane slovenske psihiatrinje, da pa depresijo, torej znake depresije umetna inteligenca ful dobro prepozna. In tako tudi kažejo dosedanje raziskave, da je kar precej dobra v postavljanju diagnoz. Se pravi, prepozna neke simptome, znake v zapisu ali pa v opisu klienta, pacienta, to potem poveže in postavi diagnozo. Izkazalo se je tudi, da zelo dobro oceni stopnjo samomorilnosti. Zdaj, v eni specifični raziskavi je bila boljša kot 100%, se pravi boljša kot vsi psihologi v tisti uporabljeni raziskavi. Je bolje ocenila stopnjo samomorilne ogroženosti pri posameznikih. A pa to že v bistvu, oceni na podlagi, ključnih besed, ki jih človek oziroma uporabnik vpiše noter, ali na podlagi pogovora? Zdaj, odvisno, kako jo uporabimo, največkrat so neki zapisi, torej z umetno inteligenco, generativno umetno inteligenco še vseeno večino ljudi uporablja tako, da ji pošlje nek zapis, neko vprašanje, dokument in potem razbere neke ključne besede, podatke iz tega zapisa, potem črpa iz neke baze podatkov, ki jo ima za sabo in naredi neke povezave. Generativna umetna inteligenca temelji na tako imenovanih nevronskih povezavah, na strojnem učenju, ki nekako gre za imitacijo delovanja človeških možganov, iskanje vzorcev med podatki in na podlagi tega potem ugotovi oziroma skuša ugotoviti, zakaj lahko gre. Parkrat sva že povedala to, da deluješ kot svetovalec tudi pri programu To sem jaz. Ja. Se mi zdi, da je to en res krasen program za mlade. Se veliko mladih tudi obrača na vas. Čeprav je mogoče zmotno prepričanje, da mladi niti ne poznajo programa, hkrati pa dobite veliko vprašanj. Ne? Ja, dobimo veliko vprašanj, tudi število uporabnikov narašča. Mogoče zaskrbljujoč tudi ta podatek, da je čedalje več vprašanj, ki se navezujejo na te najtežje tematike, depresivnost, anksioznost, motnje hranjenja, samomorilnost. Ta vprašanja so predvsem v porastu. Pa tudi, unikatnih uporabnikov imamo na letni ravni tam več kot 200,000. Tako da imamo veliko uporabnikov in uporabnic, večinoma so uporabnice, večinoma se vprašanj prejmemo strani deklet.
Ampak kaj nam to pove? Tukaj lahko debatiramo. Da fantje to Da fantje nimajo težav v duševnih ali stiskah. drugače to rešujejo? Drugače to rešujejo verjetno, ampak jaz osebno mislim, da je največji problem še vseeno ta, da se pri puncah je ok, da delijo svoje čustva, da spregovorijo o svojih stiskah z družino, s prijateljicami, prijatelji. Pri fantih se pa še vseeno spodbuja nekako to, ne? Moraš biti močen, ne smeš jokati, nekako vse potem držimo vse. Se potem tudi neke statistike glede samomora potem mogoče kar očitne. Tako, ne? Večina samomorov naredi ravno fantov oziroma moških. Tako da zgleda, da niso toliko duševno bolj zdravi kot pa dekleta, če so statistike pač takšne. Zdaj, kako to rešiti, ne vem, spodbujati tudi fante k neki taki komunikaciji, ozaveščati o pomenu duševnega zdravja. Mislim, da bomo enkrat tudi prišli tja. Se mi zdi, da se stvari že izboljšujejo, da mladi fantje danes vseeno lažje spregovorijo o nekaterih problemih, kot pa je bilo to mogoče, ne vem, 10, 15, 20 let nazaj. Rekel si, večina, mislim, da se povečujejo ta vprašanja, ki so v bistvu odražajo neke hujše stiskane. Ampak program je pa zastavljen tudi tako, da v bistvu lahko se obrnejo za ljubezenske težave, za nasvete glede, ne vem, spolnosti, tudi druge stvari, o katerih jim je mogoče nerodno govoriti s kom. Tako tudi telesno zdravje, ker strokovnjakov je več kot 100 trenutno in ja, res je, da je največ psihologov, ker tudi dobimo največ vprašanj na temo duševnega zdravja pa duševnih stisk, ampak imamo pa tudi velik nabor zdravnikov, ginekologinjo imamo, punce velikrat sprašujejo po kakšnih ginekoloških zadevah, težavah, pa seveda imamo potem tudi druge stroke, ne vem, svetovalni delavci, socialni pedagogi, ljudje, ki delajo na centrih za socialno delo, imamo športne psihologe, potem ljudi, ki se ukvarjajo s športom, mislim, da celo eno kriminalistko, tako da res karkoli se navezuje z nekimi težavami odraščanja, lahko mladostniki vprašajo na spletni svetovalnici, to sem jaz. Dobro. Najlepša hvala za ta pogovor in za izčrpne informacije. Če ne prej, se vidiva na festivalu duševnega zdravja 23. maja v Kopru, tam boš imel svoje predavanje ravno o tej temi, o kateri sva danes govorila. Tako. In pa ob tem bi jaz v imenu obeh povabila vse, ki ste naju poslušali, da pridete na festival. Festival bo ponujal mnoge in pestre vsebine. Pomembno je pa tudi to, da so vse vsebine brezplačne. Tako da vabljeni in lep pozdrav. Hvala. Adijo.